Pismouki so nekdaj govorili, da mora najprej priti Elija. Napovedovali pa so Janeza Krstnika. Adventna misel nas v teh dneh jasno nagovarja, da prihaja on, Gospod, da moramo najprej pripraviti pot zanj, zmehčati jaslice svojega srca. Kajti res prihaja in vse bo prenovil. Drži pa tudi v današnji čas preslikana misel, da je že prišel in da smo storili z njim, kar smo pač hoteli. Tako misel je kar težko izrekati v prvi osebi. Mnogi se ne želimo prepoznati v množici tistih, ki so ga izrinili na rob, mu prepovedali vstop v naš svet, veliko začetnico Boga pomanjšali v malo, čisto majhno. Storili smo z njim, kar smo hoteli. Tudi mi. Bili smo zraven. Zakaj smo se potuhnili v gneči glasnih, ki mu prepovedujejo vstop v javno življenje, zapirajo pot v naš skupni svet? Morda zato, ker ni preprosto biti njegov učenec? Res, težko se je izpostaviti in glasno reči, moj Gospod si. Zdi se nam, da je vez med menoj in Bogom najina, tiha, iskrena, vez, ki ne išče glasnega potrjevanja. Pa vendar si želimo, da bi to veselo novico, občutek varnosti, možnost tolažbe delili z drugimi. Zavedamo se, da je vesela novica oznanjena na glas v skupnosti med ljudmi še bolj radostna, glasnejša in gotovo tudi bolj odmevna. In prav je tako, mora biti tako. Svet mora slišati, da prihaja. Ozrimo se naokrog, prisluhnimo poročilom. Iz dneva v dan ječi, da si želi slišati veselo novico. Da potrebuje pomoč, tolažbo, upanje. Na vsakem izmed nas je, da mu pripravimo pot. Pa če tudi v deželi, ki navzven pozna le veseli december, izraza advent se je videti boji. Zato pripravljamo adventno pot. Ne le v sebi, tudi med prijatelji, v svojem okolju, družbi. Vem, časi so taki, kot so vedno bili. Potrebujejo pogumne pričevalce.